Ok, evo pa spustimo, punce čakajo. Živjo, s kje se oglašate? Živjo. Živjo, Neža. Čau, Neža. S kje se oglašaš? Slovenija? Ne trenutno iz Prage, ampak drugače pa v Parizu. Lepo. To se pomalo. Jaz sem pa tudi iz Pariza, ja. Lepo je, živjo, Lara. Imamo še kakšne druge države? Ali kdo se oglaša Slovenije? Jaz trenutno danes še Slovenija, jutri bom že v Švici. Helena tudi. Živjo, jaz sem pa prvič tukaj na novo, oglašam se pa z Berna. Živjo, Anita. Ja. Tako da letos sem se pridružila v TIFS-u in zdaj nekako prihajam vse skupaj, da bom malo angažirala vse te zadeve. Pridite na kofe v Ženevo, Anita. Aha, ja, mogoče pa, ni problema. Bern, ja. Tako bi se. Tako da vi ste bili tudi prej v Bernu, a ne? Tako, ja. Lep pozdrav, jaz sem pa Lucija, jaz sem pa samo iz Celja. Lepo. Kako samo, jaz bi dala vsi, da bi bila zdaj malo še v Sloveniji. Tle v Londonu je tako slabo vreme. Saj noben ne pravi, da nisem še šla iz Celja, ampak trenutno sem tu. Super. Ja, in sem vesela in spremljam vašo platformo in jo šeram in tako naprej. Nisem pa še postala del strokovnjakin. Se bom pustila danes nagovoriti, presenetiti. Veseli, upam, da uspemo. Ja. Ne bomo uspeli, seveda, ja. Superca. Jaz se tudi strinjam z Lucijo. Jaz sem tudi nekako na tem, tako da se moram zdaj počasi se bom pridružila. No. Tudi malo sem že spremljala tole, ker v Švici imajo tudi žensko organizacijo, tako da da se malo upeljamo, pa da nekako malo se potrudimo za enakopravnost spolov in Ja, v Švici so tega zelo vajene, ker v bistvu nimajo predpisov zakonodaje, ki bi jim dajala kakšne privilegije. V Švici velja ena mentaliteta, da saj so leta 1971 dobile volilno pravico, kaj še hočejo več. So pa izjemne, ker so se znale vedno same dobro organizirati in recimo, se lahko tudi kasneje povem, zdaj v švicarskem parlamentu je trenutno 42% žensk, ampak zaradi tega, ker so se same angažirale, pri nas jih imamo pa 29. Pa se recimo imamo za bolj enakopravno v smislu ženska, ne kot pa Švica, tako da ja, veliko se lahko od njih učimo. Ja, pa tudi različne evente in so kar dejavne. No. Ampak zelo dobra ideja, da se to začenja tudi v Sloveniji, no, pa da se slovenske ženske povežemo in dejansko jaz sem razmišljala par mesecev, ampak sem dejansko končala doktorat, tako da ni bilo res časa za kakšne druge zadeve, no, zdaj imam pa malo več časa. Super. Odlično. Dobro, bomo kar začeli, se najbrž še kdo se nam bom pridružil. Preden predam štafeto Marti Kos, da nam več povejo svoje raziskave in kakšna je trenutna situacija malo s predstavljanjem strokovnjakinj v Sloveniji, predvsem pa kako bi lahko to izboljšali, bi vam ukradla samo 3 minutke časa, samo na kratko, da malo povemo o društvu TIFS za tiste, ki ste prvič na enem izmed naših dogodkov. Tako bom sam delila moj zaslon. Povejte sam, če ga Manca mi moraš dati možnost deljenja. Super, hvala. Vidite? Yep.
Dobro, še povečam. Super, hvala vsem, da ste prišli. Upam, da se nam tudi kakšen moški pridružil, bomo videli. Torej, ja, tako, Društvo Vtis je trenutno največje društvo, ki povezuje strokovnjake v tujini, predvsem tiste, ki so šli v tujino se izobraževati. Zdaj nas je že preko 2000 članov po 51 državah sveta. Kar se tiče sestave, je pa približno 50% tistih, ki so zaposleni v gospodarstvu, pa podjetniki, približno 30% je študentov pa raziskovalcev, ostalih 20% pa so potem zaposleni v javnem in drugih sektorjih. Kar se pa tiče žensk, smo pa približno pol, tako da lih prav. Pa isto nimamo nobenih problemov s tem v upravnem odboru, da se še s tem malo pohvalimo. Zdaj, kar se tiče naše misije, je zelo kratka, enostavno zmanjšujemo razdaljo med tujino in Slovenijo, torej se zavzemamo za to kroženje znanja. To počnemo na 3 glavnih ravneh. Eno je enostavno povezovanje te skupnosti v tujini in tudi Sloveniji, tisti, ki so se že vrnili. Po drugi strani spodbujanje sodelovanj med Slovenijo in tujino, predvsem trenutno na področju znanosti in gospodarstva. Letos počasi bomo začeli se spogledovati še z umetnostjo in kulturo. Torej, po eni strani imamo skupnost v tujini, po drugi strani imamo dosti partnerjev različnih podjetij, s katerimi sodelujemo in pa tudi združenj, kot je na primer Ona ve, s katerimi sodelujemo, da se vzpostavi ta prenos znanja in nazadnje tudi zbiramo dobre prakse iz tujine in z njimi opozarjamo ali pa inspiriramo, da temu reči, glavne odločevalce v Sloveniji, predvsem, ko govorimo o področju kroženja znanja. Tako je, vas lepo vabim, pridite na kakšne naše dogodke tudi v tujini, ki se vidimo tudi v živo ali pa še naprej virtualno. Več o naši ponudbi bi vas kar povabila, da si pogledate na spletni strani, da ne bom predolga danes. Manjca bi te sam prosila, če deliš link, da si malo več pogledate o naših aktivnostih. Vas pa res lepo vabimo, da sodelujete z nami. Tisti, ki niste še člani, vas vabimo k včlanitvi. Iščemo tako člane, redne člane kot simpatizerje. Povežite se na Slacku, imamo digitalno platformo Slack. Če ste pa kakšni slovenskih podjetij ali pa organizacij, šol, univerz, karkoli drugega, zmeraj smo veseli sodelovanj. In tukaj nekako rezultat te naše vrednote sodelovanja vidimo tudi tukaj z našimi partnerji, ker lahko pogledate, s katerimi slovenskimi podjetji, glavnimi odločevalci in drugi sodelujemo. Letos smo skalkulirali, da sodelujemo čez 65 sodelavci. Tukaj recimo nimamo veleposlaništev v tujini, kjer je tudi Marta Kos včasih z nami sodelovala v sklopu tega, tako da se mreža teh, ki radi sodelujemo, pa si pomagamo širi in širi, kar nas res veseli. Tako da ja, vsi lepo vabljeni, da se povežete. Zdaj pa predajam besedo za tisto najbolj sočno temo danes, in sicer Marta Kos nam bo predstavila več o platformi Ona ve in pa nasploh kakšna situacija z predstavljanjem strokovnjakinj v Sloveniji. Najlepša hvala. Hvala lepa, Kristi, pa v živo prek videa zdaj čestitke za ponovno predsedovanje društvu Vtis. Prej smo se pogovarjali, 10 let ste stari, mi smo stare še ne 2 meseca, bo kmalu. Tako da res kapo dol za vse aktivnosti, ki jih počenjate, in dober večer vsem skupaj, ki smo se nocoj zbrali, da se res pogovarjamo o eni aktualni temi. In prvo vprašanje, ki ga želim razložiti, je, zakaj presneto se moramo danes ponovno pogovarjati o tem, kaj želimo ženske, oziroma zakaj je tema gender equality ali pa gender mainstreaming res spet postala aktualna. Najprej samo nekaj nasplošnega, pa potem o Ona ve, ni moja teza, ampak znanstvenice, ki se s tem ukvarjajo v Sloveniji, so ugotovili, da se položaj žensk v Sloveniji v zadnjih letih sistematično slabša.
Mi smo bili pred leti, če samo omenim recimo eno najpomembnejših raziskav na področju gender gapa od Svetovnega gospodarskega foruma v Ženevi in njihovega vrha v Davosu, WEF-ov Global Gender Gap Report. Slovenija je bila leta 2017 na odličnem 7. mestu, v lanskem letu smo padli za 34 mest. Pomeni, da smo zdaj na 41. mestu. Eden od glavnih razlogov je predvsem nizka udeležba žensk v politični participaciji. Po raziskavah Inštituta za enakost spolov, EIGE, inštituta v Evropski uniji, je Slovenija edina država, kjer se je v zadnji raziskavi merijo letno položaj žensk poslabšal. Če gledamo še druga področja, aktualne teme, ponovno se pogovarjamo, so v Ljubljani demonstracije proti splavu, kar samo po sebi ni nič hudega, saj ljudje smo si različni. Gre za to, da smo določene pravice ali položaj žensk jemali za samoumevne, danes pa, kot kaže, si bomo morali to precej ozavestiti. In naše združenje, Ona ve, celotno ime je Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja. To ime bistveno daljše več pove, kot samo Ona ve. Gre nam za to, da povezujemo strokovnjakinje, ki so v Sloveniji in v tujini. Ni nujno, da so to Slovenke, lahko so to tuje strokovnjakinje, ki delajo v Sloveniji in s tem nekaj prispevajo k razvoju Slovenije, in gre tudi za promocijo znanja. Namreč, če kje, potem ugotavljamo, da imamo ženske izjemno veliko znanja. Taka anekdota na Facebooku, ko smo objavljali, da je v medijih manj strokovnjak in manj žensk kot pa moškim, se je eden od moških oglasil: kaj pa menite o tem, da je med zidarji 100% žensk, 100% moških? In moja prva misel je bila, mogoče ženske ne postanejo zidarke zaradi tega, ker so bolj izobražene in segajo po drugih poklicih. Seveda so drugi razlogi za to. Ampak tisto, kar mene črviči in naše ustanoviteljice, ki so dr. Nataša Pirc Musar, dr. Emilija Stojmenova Duh iz Elektrofakultete v Ljubljani, ravno zdaj čakamo na novice, ali bo imenovana za izredno profesorico, kar bo prvič v zgodovini Elektrofakultete v Ljubljani, da bodo imeli izredno profesorico, torej žensko. V naslednjih dneh naj bi to obvestilo tudi dobili. In pa Mateja Malnar-Štembalt, ki je danes tukaj z nami. Kaj me črviči, in potem, ko bomo razpravljali o tem, bom zelo vesela vašega mnenja o tej dilemi. Zakaj presneto je tako, da so po nekem naravnem toku stvari vedno v prednosti moški? Zakaj je na vodilnih položajih več moških? Zakaj imajo moški v povprečju vedno višje plače? Zakaj je od tistih, ki nastopajo v medijih na javnih prireditvah, vedno več moških? Seveda bi lahko zdaj šli gledati nazaj v patriarhat in v vzorce, ki so se vlekli od tistih časov naprej. In feministična teorija ugotavlja, da se ti patriarhalni vzorci celo obnavljajo in ne izginjajo oziroma poglabljajo. Danes spet slišimo o tem, o pomenu družine, kako bi ženske vendarle, je njihova ali pa naša glavna naloga naj bi bila, da rojevamo. Veste, kako naj se jaz počutim, ko to že celo življenje poslušam, ko nimam otrok, pa so lahko zelo različni razlogi, zakaj ženske nimamo otrok, ampak v smislu nisi normalna, če ne rojevaš. In mene to že celo življenje boli. Sklop gender mainstreaming ali gender equality je zelo širok. In v našem združenju smo se lotili samo enega segmenta, in to je enakost spolov. Manca je prej rekla, da sta dva prijavljena moška, ne vem,
a nas poslušata ali ne, ali sta z nami, zato bom res gender equality ali pa enakost spolov, ne samo enakost žensk na področju medijev. Namreč ne samo v Sloveniji, v Evropi in v celotnem svetu ugotavljamo, da je približno razmerje tako, da je 1/4 žensk, ki nastopajo v medijih, in 3/4 moških. Pomeni, da nam dogajanje, če gre za Slovenijo, dogajanje v Sloveniji in v svetu pretežno razlagajo moški. To ni normalno. V Sloveniji je 49,7% žensk, pomeni 1.049.039 na stanje 31. december predlanskega leta. Pomeni, kje se nam je zalomilo. Namreč, če nam dogajanje razlagajo samo moški, seveda razlagajo skozi njihove oči, skozi njihove možgane, skozi njihova usta. To je podoben problem, kot zagotovo imamo tudi kakšno strokovnjakinjo s področja umetne inteligence. Če namreč je samo 24% žensk, ki sodelujejo pri oblikovanju algoritmov za delovanje umetne inteligence, pomeni, da so ti vzorci narejeni tako, kot jih pretežno delajo moški. Razlogi so različni. Eno je seveda splošni razvoj v družbi, kjer smo ženske vedno v manjšini ali pa so v prednosti vedno moški. Je pa v tem segmentu, in to nam govorijo ves čas novinarji, ki našo mrežo uporabljajo, razlog tudi v nas ženskah samih. Nataša Briški, ki vodi Metino listo oziroma za naš projekt dela skupaj s Clipping d.o.o. raziskave, kolikšen je delež žensk v slovenskih medijih, pravi, da je nekajkrat težje, novinarka je nekajkrat težje pridobiti žensko za sogovornico kot pa moškega. In je dala podoben primer, približno enako kot pravi, če imate razpis za delovno mesto, se moški v povprečju prijavijo že, če izpolnjujejo 6 pogojev, ženske pa, če jih 9. In podobno gre tudi za nastope v medijih, v smislu, ali sem dovolj dobra, ali res o tej temi veliko vem, a ne bi mogoče našli koga drugega, ali pa, veste, ravno zdaj imam eno hudo obdobje, imam take velike podočnjake, ne morem. Pomeni, del te krivde lahko iščemo pri sebi, del pa, in to je še tretji razlog, zakaj tudi več moških, moške bistveno manj presojajo po tem, kako izgledajo kot nas ženske. Spomnite se, ko smo imeli prvič in zadnjič v zgodovini predsednico slovenske vlade, Alenko Bratušek, šla je na uradni obisk v Italijo in je imela svetlo-moder kostim, zgornji del, krilo je bilo tigrastega vzorca in tudi čevlje je imela v tigrastem vzorcu. Kako so se zgražali, pa ne primarno moški. Moškim se je to konec koncev zdelo zelo seksi. Pa lepo postavo ima. Zgražale so se, predvsem ženske v smislu, to se ne spodobi. Veste, novozelandska premierka, ko je govorila, ki se je izjemno izkazala v COVID krizi, je bila velikokrat tudi v trenirki, pa to ni igralo take zelo velike vloge. Pomeni, bistveno bolj nas presojajo po zunanjih kriterijih kot pa moške. In potem je še četrti razlog, zakaj je tudi več moških. Mediji iščejo zanimive ljudi na visokih položajih in če je tam več moških, seveda dobijo tudi več žensk. Lahko bi rekla pa še en razlog, do katerega smo se pa prebile zdaj, odkar mreža obstaja, je pa namreč ta, da mediji zavestno ne delajo na tem, da bi imeli več gosti, pomeni, ni enega zavestnega premisleka, da bi iskali ženske, in spet se zgodi ta naravni tok, ki me črviči, kot sem rekla, da so potem pretežno moški. Zato to naše združenje Ona ve, namreč globoko verjamemo, da lahko s tem, ko bo več žensk v medijih, vplivamo na to, da si bo več žensk upalo, da bo znanje, ki ga imamo zelo veliko, naše žensko znanje pripomoglo k temu, da bo šlo Sloveniji boljše,
in konec koncev želimo prispevati tudi k temu, da bomo dosegli to, da bodo mediji začeli o tem zavestno razmišljati. Naša vizija je 50-50, torej doseči 50% udeležbo žensk v medijih. Za lansko leto smo delali raziskavo, za Slovenijo velja 24%, gre za tiskane medije in žensk, 76% moških. V letošnjem letu, enkrat letno bomo preverjali, ali napredujemo, bomo dodali tudi radijske in pa televizijske postaje. Vizija 50-50 je ena od dilem, naš cilj pa je, pomeni vizija 50-50, naš cilj pa je primarno 40-60. In tu bi vas prosila kasneje v razpravi, če nam lahko pomagate. Namreč ena od novinark, ko smo se pogovarjali o tem, da 40-60, je rekla, ampak niste tudi ve zapadle v vzorec, zakaj zahtevate manj kot 50-50? In to zdaj predajam naprej tudi k vam. Kaj menite, ali bi bilo dobro, da že na samem začetku zahtevamo 50-50, ali gremo postopoma, da se ne bi organizacije tega ustrašile, in gremo 40-60. Ko govorimo o organizacijah, kaj imamo v mislih? V letošnjem letu želimo, in Kristi, to bom zelo vesela, če bomo lahko res delali skupaj z Vtisom, želimo sprožiti družbeno akcijo, ki smo jo delovno poimenovali Zaveza za 40%. Po volitvah bomo namreč naslovili vse državne institucije, NGO-je, podjetja in druge organizacije, da se pridružijo naši pobudi Zavezi za 40% na način, da bodo na vseh dogodkih, ki jih organizirajo sami, poskrbeli, da bo najmanj 40% žensk, oziroma da bodo zahtevali tudi od organizatorjev tistih dogodkov, ki jih financirajo ali sofinancirajo, da poskrbijo, da bo najmanj 40% žensk. Torej, prosim za vaš input, ali gremo to maksimum, 50-50, ali gremo postopoma 40-60, in zakaj, če se odločite za eno ali drugo stvar. Na mreži Ona ve imamo trenutno 200 strokovnjakinj, zelo različnih strokovnjakinj, ugotavljamo pa, da nam manjka strokovnjakinj s področja naravoslovja in tehnike. Ne vem, če je vaša članica, ampak par dni nazaj sem poslala v svet profil od dr. Nine Črnivec, strokovnjakinje za podnebje, ki dela pri NASI. Kako mi je zaigralo srce, ko sem prebrala njen profil in videla, kaj dela. Študirala je v Ljubljani, v Berlinu, v Münchnu, v New Yorku in sedaj pri NASI dela na modelih za podnebje in se mi je zdelo izjemno dobro. Žal ne vidimo, Kristi, katera od tistih, ki se prijavi na našo mrežo, je vaša članica. Vpis na mrežo je seveda brezplačen, tako kot je tudi brezplačen za uporabnike te mreže, to pa so mediji in organizatorji dogodkov. Upam, da danes katero vzpodbudimo. Potrebujete eno vašo fotografijo, povzetek vašega življenjepisa, vašega ustvarjanja v dolžini do 500 znakov in potem daljši življenjepis do 4500 znakov. Imate glavne kategorije, ki jih lahko odkljukate, kaj je tisto, kar vi obvladate, in tudi podkategorije. Ko ste enkrat na naši mreži, ste javno vidne, lahko tisti iskalci, strokovnjaki iščejo bodisi, da samo listajo po vseh strokovnjakinjah ali gredo po kategorijah. Zato je pomembno, najlepša hvala, če greste zdaj recimo iskalni, tako je, tu se zdaj že vidijo, to je slučajni, naključni prikaz. Imamo odvetnico, veliko kar nekaj odvetnic, tudi komunikologinje, recimo skratka, zanimive, zelo zanimive in trenutno je 200, mislim, da jih je.
Kako se tako, pridruži se mreži in potem morate se najprej prijaviti, registrirati in ko ste enkrat registrirane, je postopek zelo enostaven. Mi smo se zavezali, da v roku 24 ur potem vaš profil tudi odobrimo. Profil lahko kasneje tudi seveda popravljate. Iskalci, in to je bila tudi dilema, ki smo jo imeli, ampak glede na to, da je med nami Nataša Pirc-Musar, ena naših največjih strokovnjakinj za varovanje podatkov, iskalci, strokovnjakinj ne vidijo vaših telefonskih številk in elektronskih naslovov, do vas pridejo preko kontaktnega obrazca, pomeni, da potem komunikacija poteka neposredno med vami in novinarji oziroma organizatorji dogodkov. Od vas pričakujemo, da se vedno odzovete, na koncu pa vendarle same odločite, ali boste sodelovali ali ne. Danes recimo je bilo zanimivo, ker smo imeli težave s spletno stranjo, pa so klicali iz pisarne naše evropske poslanke Joveve, ki organizira dogodek o težavah mladostnikov zaradi COVID krize. Če imamo kakšno primerno strokovnjakinjo, in seveda imamo eno najprimernejših strokovnjakinj, to je izredna profesorica dr. Hojka Gregorič Kumperščak, ki vodi oddelek za psihiatrijo mladostnikov in otrok na Univerzitetni kliniki v Mariboru in smo lahko seveda takoj tudi pomagali. Kaj je še posebnost te mreže? Posebnost je, da lahko seveda so tam ženske, ki še niso nastopale v medijih, ki niso uveljavljene. In mislim, da je eden od problemov v Sloveniji, da se bolj kot ne v medijih rolajo eni in isti obrazi. Pomeni, dobrodošle res vse. Ni pomembno, ali ste zdaj super v nastopanju, pomembno je, da imate znanje in samozavest. Pomagali bomo vsem, ki menijo, da nastopati ne znajo dovolj, namreč organizirali bomo tudi usposabljanja za nastope v medijih, na splošno pa recimo posebnosti radijskega intervjuja, posebnosti televizijskega intervjuja, časopisnega intervjuja. Imeli bomo delavnice, kjer bodo fotografinje govorile o tem, kakšna garderoba, nakit, očala so najprimernejši. Imeli bomo seveda tudi strokovnjakinje za govorico telesa, v smislu kam z rokami, ali praktični napotki v smislu povabijo vas na televizijo. In eno seveda najpomembnejših vprašanj, po mojem mnenju, ki ga morate zastaviti, je, kakšni so tam stoli. A veste, če so nizki foteli in boste imeli krilo, ki je recimo 4 prste nad koleni, kar je v poslovnem svetu še popolnoma dovoljeno, boste izjemno težko sedeli in je možno, da bo premislek o tem, kako vi tam sedite in koliko vaših nog se vidi, vplival na to, kako boste tam nastopili. Skratka, usposabljanje je druga naša pomembna aktivnost. Prvo smo rekli zaveza za 40 ali 50, potem je usposabljanje strokovnjakinj in pa knowledge sharing. In Kristi in drage ostale, vse tudi tukaj računamo na vas. Namreč, če ste strokovnjakinja na nekem področju, danes je nabor znanj, o katerih naj bi vsaka od nas nekaj vedela, izjemno širok. Pomeni, nemogoče je, da bi vsemu sledili. Ampak dobivali se bomo v manjših skupinah 20 do 30 in pogovarjale, delile znanje. Knowledge sharing, kamor seveda ne bomo povabili samo žensk, tudi moški bodo delili znanja z nami. Recimo moj brat Drago Kos, strokovnjak za korupcijo, že pripravlja srečanje na temo, zakaj je v okoljih, kjer je več žensk, bistveno manj korupcije, kot pa v okoljih, kjer je več moških, kot ste danes verjetno slišali v slovenskih medijih, a ne. Slovenija je glede koruptivnosti od lanskega leta zelo nazadovala. Skratka, je korupcije več.
Kaj si še želimo? Želimo si tudi, da se strokovnjakinje same med seboj spodbujajo za vpis na našo mrežo. Želimo si tudi, in to bomo v prihodnosti še delali, govoriti o uspehih strokovnjakinj na naši mreži. In izvajali bomo monitoring, bolj lahko to delamo za medije, kot pa za javne prireditve, ampak tudi za prireditve je možno pač za tiste, ko mi vemo. Bom pa pri tem omenila eno dilemo, okoli katere se ves čas vrtimo. Namreč želimo biti afirmativne, želimo govoriti o dobrih primerih praks, kjer je udeleženk žensk na okroglih mizah, konferencah, različnih dogodkih veliko ali vsaj 40%. Vedno znova se pa moramo kontrolirati zaradi tega, ker nas srbijo prsti, ko je kakšen dogodek, kjer je od 10 udeležencev 9 moških in 1 ženska. Seveda je to idealna priložnost, da bi organizatorja po prstih, ampak seveda potem bomo hitro zapadli, ker teh dogodkov je več v kritizerstvo in temu se želimo izogniti. In potem je še ena zanimiva dilema, kjer smo razpravljali tudi že, Kristi, v vašem krogu, namreč tudi za nas velja, karkoli mi organiziramo, bo najmanj 40% ali 50 žensk. Padla je pa celo ideja, dajmo ženske narediti tako, da če nas povabijo na dogodek in tam ni 40% žensk, udeležbo zavrnemo. Od te revolucionarne ideje smo se hitro oddaljili, zato ker bi se same streljale v koleno. Namreč, če bi še tam, ko nas že vendarle povabijo, udeležbo zavrnile, potem to ne bi bilo dobro za naš projekt oziroma za ženske, zato je na nek način tihi dogovor. Če vidimo, da je žensk manj kot 40%, pozovemo organizatorja in smo pripravljene pomagati, poiskati še kakšno strokovnjakinjo. In pod črto, tudi če smo edina ženska, ki gre na ta dogodek, potem prvi 2 ali 3 minute dogodka namenimo temu, da organizatorja okrcamo, da ni dobro, da je tako zelo malo žensk, da spregovorimo o tej tematiki in seveda potem nadaljujemo. Kako optimistične smo, v kolikšnem času bi lahko v Sloveniji dosegli 50-50, ne vem. Obstajajo napovedi za gender equality on general, ne za v medijih, kjer Svetovni gospodarski forum WEF pravi, da bo trajalo 135,6 let, da bomo dosegli enakost žensk. EIGE, Evropski inštitut za enakost žensk, pravi, da bomo potrebovali 3 generacije, da bomo dosegli enakost žensk. Moje mnenje je, da lahko enakost žensk v medijih v Sloveniji dosežemo zagotovo v 5 letih. Še en poziv, nič se ne zgodi samo po sebi. Veliko razprav je bilo, ali pa res se morate ženske danes, ko pišemo leto 2022, še vedno boriti za svoje pravice, ali vendarle ne morete prepustiti, da se stvari zgodijo same po sebi. Niti približno. In spet smo pri tem naravnem toku, ki vedno daje prednost moškim, zato je smiselno, da se o tem veliko pogovarjamo in da seveda se same angažiramo. Ženska liga, to je organizacija, ki v Sloveniji povezuje ženske organizacije, pripravlja predloge za politične stranke, ki bodo šle na volitve. Tam so zelo različni predlogi, naše združenje jih je poslalo nekaj. Med njimi so seveda ne ta 40-60% zagotoviti, pozvali smo pa tudi politične stranke, da poskrbijo za to, da bo v vladi najmanj 50% žensk in seveda tudi pozvali politične stranke, da dajo ženske na izvoljiva mesta na kandidatnih listah. Namreč višje, ko je ženska na kandidatni listi, več možnosti ima, da bo tudi izvoljena. Nekatere stranke pravijo, saj, a veste, po naših predpisih je tako, da mora biti enega spola najmanj 35%.
predpisi niso taki, da bi govorili, da mora biti 50-50. Skratka, enega spola mora biti najmanj 35%, ampak kaj vam to pomaga, če potem dajo ženske na nižja mesta. Tudi glede števila žensk v vladi imamo izjemno velik potencial, da se izboljšamo, zato ker smo trenutno med najslabšimi v Sloveniji. V slovenski vladi sta trenutno 2 ministrici, pa še ena je ministrica brez listine. To je samo 11%, glede na to, da imamo veliko število ministrstev, 18. Celo na Madžarskem, ki velja za zelo konzervativno in vrsto let v času premierja Orbana niso imeli v vladi niti ene ženske, jih imajo trenutno 15%, Švedska 61%, Norveška 52%, Islandija 45%, celo v Švici jih je 43%, v Nemčiji jih je 50%, če odštejemo kanclerja, v Veliki Britaniji 26%, tako da en približno tak vzorec se kaže, bolj ko je vlada konzervativna oziroma desno populistična, manj je tudi žensk. Tako da, drage gospe, vesela bom, če vas bo čim več na naši mreži in če boste pripravljene vaše znanje čim več deliti z nami. Marta, najlepša hvala. Hvala tudi sploh, da ste začeli s to inicijativo in se tako zadali en tak zelo konkreten cilj, kar mi je zelo všeč, že ni samo govora o tem, ampak zelo konkretna rešitev. Mogoče eno stvar, ki bi jo še omenila, ki jo niste, podpira vas tudi Google, ne? Kar je super. Ja, partnerji, hvala lepa, Kristi. Seveda Vtis je naš pomemben partner. Naš partner je tudi Google, še posebej z njim, in to je trenutno naš glavni donator, še posebej z njihovo akcijo I am remarkable, ker pomeni, nič ni nespodobno lepo govoriti o sebi, če to temelji na dejstvih. Tako da bomo tudi tam organizirali posebne delavnice. Naš partner je tudi znanstveno-raziskovalni center SAZU-ja, še posebej za podprojekt na naši spletni strani, ki je Ona pravi. Namreč veliko nekateri uporabljajo citate, ampak ugotavljam, da so to velikokrat citati moških in citati tujcev. Na naši spletni strani ustvarjamo bazo citatov Slovenk. In projekt, ki se ga bomo lotili z ZRC SAZU, ko bomo zbrali dovolj denarja, je ta, da bomo analizirali časopisne intervjuje oziroma revijalne intervjuje za 10-15 let nazaj, naredili kvalitativno in kvantitativno analizo, skratka intervjuje, v kateri so nastopale ženske, in potem iz teh intervjujev dobili tudi citate. Enkrat v prihodnosti pa seveda za metodo deep mininga se da praktično delati pa enako analizo od Brižinskih spomenikov naprej, namreč vse imamo že digitalizirano. Naš partner je tudi Večer. Večer je naš medijski partner in vesela sem, da je naš partner tudi Deloitte oziroma njihov klub poslovnih žensk SheXO, s katerimi tudi načrtujemo kakšne druge akcije. Odlično, hvala. No, pa bi jaz tukaj na tem mestu najprej bi vse povabila, v chat smo dali tudi link do Ona ve, tako da vas lepo vabimo, da se pridružite tle, tudi navsezadnje, mislim, da je zelo lepo sovpadamo, tudi kar se tiče misije društva Vtis, da se gre za prenos znanja in mislim, da ta platforma je odlična, kako bi rekla, interface, da vas tudi tiste, ki ste v tujini, da vas vidijo, kdo ste, tudi slovenski mediji in prepoznajo, tako da vas lepo vabim. Bi vas pa zdaj na tem mestu zdaj povabila, mogoče se da vklopite video, da se vidimo, vklopite si mikrofone, pa lepo vabim k eni taki lepi diskusiji, vprašanjem, komentarjem. Vidim pa tudi, da ste v chatu, vas je tudi že večina komentirala glede 50-50 versus 40-60. Super, vidim, da večina kar za 50-50 kot vizija, hkrati pa pol 40-60 kot nek kratkoročni cilj. Kar malo na hitrco povzamem.
Ampak ja, bi lepo povabila ostale, da vprašate kaj gospod Marto, oziroma smo rekli Marto, ne? Tako, ali pa podate kakšno svojo izkušnjo, komentar. Kar. Mogoče bi jaz, če smem. Jaz sem en tak splošen komentar slovenske ženske, ki je prav posebna slovenska ženska. Sama sem začela, na primer, ne vem, kot znanstvenica, zdaj sem na samostojni poti. Imam veliko prijateljic, ki so ženske, ko so uspešne, ampak vsaj nekako iščemo neko svojo pot pod soncem, pa jo nekako ne najdemo. Bila sem tudi, ne vem, v teh raznih komisijah, na univerzah, poznam te raziskave, gap knowledge, pa, oziroma ta gender equality, pa potem bližnja srečanja s kolegi, ali pa naprimer, zelo sem navdušena seveda nad Vtisom, super, ko sem bila jaz v Zuni, pač vas žal še ni bilo, se še vedno seveda lahko včlanim, in tako naprimer moja osebna izkušnja, jaz sem bila pač na Nizozemskem, v Amsterdamu, in ko sem se vrnila pač v pretežno moško okolje v našem laboratoriju, v bistvu njih sploh ni zanimalo, kaj sem jaz tam počela, ampak ti si pa sigurno nekoga spoznala, zato si tako, mislim, nivo tega pri moških, je pač, bom rekla, zelo brutalen, predvsem slovenskih, zaradi tega, ker pač na Nizozemskem sem tudi sodelovala z moškimi in ženskami, ki so bile izjemno uspešne, in tam ni bilo nobenega dvoma, mislim, ni spol igral nobene vloge, Zdaj, sicer jaz osebno pač imam to srečo, da prihajam iz družine, kjer je to bilo tudi vedno enakovredno, ampak žal v Sloveniji v večini pač je kulturno okolje drugačno, pač preprosto ženske smo, tako kot je gospa Kos rekla, saj tudi statistike govorijo o tem, kaj moški in tako naprej. Želela sem pa v bistvu to tudi reči, da res zelo pozdravljam to, ona ve, iniciativo, ali kako naj imenujem to krasno, res, jaz samo upam, da bo res uspelo to in absolutno tudi ne vidim nobenega razloga, zakaj ne 40-60, pač ne bodimo polovičarskih v procentih 50-50, ker to je edini način, da pač ženske nekam pridemo. In mislim, da sploh je tu ful velika priložnost, ker je zraven Vtis. Slovenske ženske v tujini imajo druge izkušnje, imajo manj bojazni kot slovenska ženska v Sloveniji, kakorkoli, in super, mislim, pa sploh na mladih je prihodnost, kaj naj rečem. Saj sama tudi še nisem toliko stara, ampak sem že tako malo, da imam pač neke druge izkušnje, bom pa se potrudila, pa se bom v prihodnjih dnevih, obljubim, pač prijavila. Super. Ja, pa sicer prihajam iz področja tako okolja, ekotoksikologije, trajnosti, tako da mogoče tudi sem imela malo priznam, pač nekih zadržkov, ker nekako sem malo gledala, pa nekako se mi je zdelo, da je več oseb iz področja družboslovja, ampak nič za to, mogoče tudi prav, se ljudje pač dopolnjujemo, pa se naučimo tudi kaj drug od drugega, tako da pa bom tudi kakšne svoje kolegice sigurno še povabila. Tako da hvala lepa. Hvala, Lucija, za tvoje mnenje. Jaz tikam, če komu ni všeč, dajte mi povedati, se upravičujem. Me angleški jezik malo uničil, kar se tega tiče. Še kakšno vprašanje, komentar, pa bi Marta kaj komentirala? To, kar ste rekli, Lucija, ja, dejansko jih imamo več iz družboslovja, to je nastalo samo od sebe.
Ena je enkrat rekla, ja, veš, med naravoslovci je več introvertiranih kot med družboslovci. Možno je, ampak se mi zdi, da izjemno vesela bom, gospa Lucija, če boste vi pa še pripeljali kakšno ravno z tega področja. Včeraj smo imeli strateški sestanek, kaj lahko naredimo, da bomo pridobili več strokovnjakinj z teh področjih in želimo imeti, bomo šli tudi do fakultet, do univerz, do inštitutov, ker sem prepričana, da je zelo veliko strokovnjakinj. Če katera noče nastopati v medijih, absolutno to spoštujemo, ampak mogoče, ko nas bo pa več, bomo druge tudi vzpodbudile. In še nekaj, Kristi, če lahko zdaj tudi, to črvičenje zaradi naravnega toka. Ena od strokovnjakinj na mreži je predlagala, da gremo preštet, koliko je prejemnic državnih odlikovanj, ki jih podeljuje predsednik republike. In sem šla lastnoročno to delati in je rezultat porazen. Od 1150 prejemnikov državnih odlikovanj različnih vrst, od leta 1992 do danes, jih je 135 žensk, 11,7%. Pa ne zdaj kriviti toliko predsednika republike zaradi tega, ker lahko seveda kandidate za odlikovanja predlaga čisto vsak slovenski državljan ali organizacije ali tudi posameznik. Pomeni presneto, kaj se nam je zgodilo, še celo na tem področju. Tako da tudi tu se bomo pogovorili z univerzami, a lahko, in seveda tudi vas prosim za predloge. Kristi, mogoče pa vtis in ona ve, skupaj predsedniku države konec leta, ali pa se zavežemo, vsako leto presneto najdemo najmanj 10 kandidatk za visoka državna odlikovanja. Ja, mislim, da predlogov se ne bi zmanjkalo. Jaz imam eno vprašanje. Jaz sem Nina Bednaršek, jaz znanstveno delujem na področju klimatskih sprememb, oceanografije. No, in me zanima, ker v bistvu sem dolgo leta delala v ZDA na tem področju in tudi čez nekaj teh izobraževanj šla, kako v bistvu, kakšna interakcija imaš z mediji na temo klimatskih sprememb, v ZDA posebej. In me zanima, če ta usposabljanja v Sloveniji, in ni mi čisto jasno, naprimer, v kako sfero prideš, ko enkrat začneš dajati intervjuje na temo klimatskih sprememb, ali pa, ker klimatske spremembe se ne dogajajo samo na kontinentih, ampak veliko tega tudi na morjih, naprimer, o katerem v Sloveniji noben nikoli ne govori, čeprav se naše, naprimer, severni Jadran je izrazito področje, kjer se hitro segreva in bo imel absoluten vpliv na ribištvo, akvakulturo in tako naprej, ampak o tem se ne govori. Bi me zanimalo, naprimer, s kakimi ovirami ali pa kakšna je skupnost, kakšno vprašanje pričakuješ, ko kot klimatski, naprimer, znanstvenik stopiš pred novinarsko sceno. Imaš tega full anti-climax vpliva in, naprimer, če bi ta vaša izobraževanja lahko pripomogla k temu, da te malo pripravi na ta vprašanja, oziroma kako predstavljati znanost klimatskih sprememb v Sloveniji. Tako. Zelo dober izziv, gospa Nina, jaz bi vas kar poslušala, da zdaj še malo pripovedujete naprej o vašem področju knowledge sharing. Jaz mislim, da bo zdaj v prihodnosti najpomembnejši čas za vas znanstvenike in znanstvenice z tega področja, tudi v Sloveniji. Pa recimo zdaj, ne pa to bolj hudomušno, če poslušamo človeka, ki bo jutri ustanovil svojo stranko in pravijo, da ima možnosti, da zmaga, Robert Golob, on pravi, da so samo 3 točke njegovega programa. Zdravstvo, medgeneracijski odnosi in pa trajnostni razvoj, klimatske spremembe, energija. Pomeni, zakaj smo v preteklosti ali pa še danes tej temi namenjamo tako zelo malo časa.
Verjetno tudi zaradi tega, ker tema ni enostavna, to boste vi bolj vedeli, ampak če zdaj govorimo iz mojih novinarskih izkušenj, se bi mi zdelo smiselno z vašega zornega kota, zdaj kako to, kar vi delate, povedati na zelo enostaven način, da bo zanimalo tudi mojo staro mamo, recimo. Ampak istočasno ostati na nivoju znanstvenice. To se mi zdi eden največjih izzivov, ne samo za področje klime in oceanografije, ampak tudi na splošno. Ampak jaz mislim, da se da pa to zelo dobro predstaviti in da je Slovenija tudi zelo dobra publika za to. Mi smo na nek način, imamo radi našo naravo, imamo radi čisto okolje, ste videli rezultat na referendumu o vodah, imamo pravico do vode zapisano v naši ustavi in res imamo lepo državo, res živimo v lepi državi. Pomeni, mogoče boste pa vi, znanstveniki, gospa Nina, tisti, ki boste izobraževali ne samo nas druge ženske, ampak tudi naše politike. Mogoče je premalo tega bilo v medijih, ali pa so recimo doslej se potem o tem pogovarjali s tujimi znanstveniki. Meni je zelo veliko veselje, da sem vas nocoj spoznala in upam, da se kmalu vpišete, da bomo lahko rekli, ko nas bodo vprašali, ali imate kako, bomo rekli, imamo. Hvala za ta izziv. Hvala, jaz res ne razumem še slovenske scene, zato ker sem bila predolgo odsotna, ampak z veseljem se odzovem in sem že se pridružila mreži, ampak mogoče malo več tako enega backgrounda, če je tam mogoče na kakšnih nadaljnih srečanjih bo super. Se pa strinjam s tem, da v bistvu znanstvenik z temi znanji in posebno, ker so to take hot topic, v bistvu se mora spustiti na nek nivo razumevanja svoje publike, ampak hkrati imamo srečo, ker so ljudje dosti dobro usposobljeni in razumejo veliko naravoslovja, blizu jim je narava, tako da mislim, da imamo krasne istočnice, kako jim vse to približati. Super. Hvala, Nina. Vidim, da je Elina malih tako še roko gor, pa tudi strokovnjakinja na podobnem področju, ne? Super. Ja, sem hotela komentirati zaradi tega, ker mi s kolegi že zdaj par let poskušamo komunicirati, pa naj bo to z mediji ali pa s politiki, v bistvu z obema. In se mi zdi, da se zadeva v medijih nekako začela tako premikati. Včasih smo imeli, dajmo imeti enega skeptika v debati, oziroma zanikovalca, tako jim moramo danes reči, dajmo imeti enega zanikovalca v debati, pa enega strokovnjaka v debati. Tako je bilo včasih, danes pa pač tega načeloma ni več, vsaj ne v teh mainstream medijih, kakšne debate se še zmeraj najdejo, pa kakšna Nova 24, ali kaj je že tisto, samo za zanikovalcu gre, ampak v splošnem te mainstream mediji dejansko grejo pač strokovnjaku, enemu, dvema in naredijo z njimi intervju. In meni se zdi v bistvu ful fajn, tudi vprašanja so ponavadi dosti na mestu, tako da v principu nimam nekih težav z mediji danes. Bi pa vam rada rekla, da imamo mi, torej ta sledilnik, ki je bil narejen za COVID-19 recimo, se zdaj pod tem se pripravlja nov projekt, ko mu rečemo Podnebnik, tako da če želite, se lahko tukaj pridružite zraven, to vas moram nekako povabiti, verjetno bom rabila vaš e-mail ali nekaj v tem stilu, tako da se lahko tudi prek tega nekako začnete povezovati z nami. Ja. Toliko za enkrat, ja. Odlično se s tem ukvarjate. Mislim, da naslednja je tu vzdignjena roko je Lara. Ja, jaz imam pa eno vprašanje oziroma pomislek, oziroma ne vem. Jaz sem zdaj šele začela z doktorskim študijem in se nekako na nek način podpiram vaše cilje in misijo in hkrati se počutim še premlada in premalo izkušena za strokovnjakinjo.
Pa me zanima, imate mogoče tudi kakšna ideja, da bi imeli kakšen, ne vem, del projekta, da bi vključili mlajše strokovnjakinje ali pa kaj takega, ker se mi zdi, da verjetno nisem edina. Zelo dobro, gospa Lara, pa hvala za impuls. Nismo razmišljali v tej smeri. Sem pa prepričana, da bi vama, ki greste zdaj, ali pa končujete, ali pa boste doktorski študij končali, pa potem začeli znanstveno kariero, to lahko tudi koristilo. Zase vem, recimo, koliko bi mi bilo v življenju prihranjenega, če bi mi kdo že na začetku povedal, kakšne zakonitosti, o tem, ne vem, kakšni vzorci so primerni na obleki, ali banalna stvar, da preden začnete snemati, da vedno navežite dober stik s kamermanom in ga vprašate, a sem dovolj lepa za vašo kamero, ne novinarja ali novinarke, temveč kamerman je tisti, ki vas tam pozicionira. Tako da, skratka, je trajalo nekaj let, preden sem sama to pogruntala. Dober predlog, gospa Lara, zagotovo je tudi možnost za mlade znanstvenice kaj takega tudi narediti. Ste me pa zdaj vzpodbudili, nimamo kriterija, kdo je strokovnjakinja. Ne vem, sem opazila, ampak se mi zdi, da glede na to, tiste vse statistike, kako se ženske prijavljamo na oglase, kjer izpolnjujemo vse možne stvari, ne samo na pol, se mi zdi, da to, da ni jasno definirajo, mogoče marsikakšno dejansko odbije. Tako je, s tem, da moramo mi več komunicirati, zato sem vam hvaležna za ta impuls. Zame je strokovnjakinja tudi ena kmetica na Koroškem, ki odličen domači črni kruh peče in ga zna tudi prodajati. Peč ga zna zelo veliko, ampak da ga zna tudi prodajati in s tem zasluži. Ali imamo recimo kmetica leta, lani ali predlani je prišla s Koroške. Obema sem pisala mail in odziv je bil: a vi mislite, da jaz to pa tako dobro obvladam, da bi jaz lahko šla tja gor? Ne vem, če jaz tako dobro obvladam. Pa niti ne znam slovensko govoriti. V tem smislu, ampak zame je strokovnjakinja tudi ena, ki recimo se je sama izobrazila in obvlada zelišča danes. Ravno s tem namenom nismo postavljali pogojev, kdo je strokovnjakinja. Hvala za to opozorilo, bomo morali še bolj skomunicirati. Pomeni, ni pomembna akademska izobrazba, ni pomembno, v kateri fazi izobraževanja ste, ko sami začutite, da imate toliko znanja, da boste lahko suvereno nastopali v medijih. Tu je še ena povratna zanka. Se mi zdi, več nastopov v medijih bo ženskam tudi dvignilo ceno na trgu. Če pogledamo zdaj še ta naš sebični del pomenja, več, ko nastopate, bolje, ko vas bodo spoznali. Se ni nujno, da nastopate na televiziji, lahko je tudi na radiju, na televiziji, na radiju, v časopisih, kjer se vas ne vidi. Pomeni, mogoče bo to tudi k temu prispevalo, da bo kateri lažje dobiti kakšno službo oziroma se bo lahko pogovarjala o višji plači. Hvala. Odlično, torej odgovor je, Lara, čim prej se prijavi. Adriana, predvidevam, da je to moja draga mama. Vzdigalna roka, živijo. Te ne slišimo. Ok, zdaj se slišimo najbrž, ne? Najprej čestitam za to inicijativo, ona ve, jaz imam tudi namen se priključiti gor, jaz tukaj sploh ne bi razmišljala 40-60, definitivno 50-50, ker smo čakali predolg časa, tako da nimamo več kaj čakati. Bi se pa navezala zdaj na par stvari, kar so govorile že predhodnice, in sicer najprej to, jaz prihajam iz teh nivojev srednješolskega izobraževanja oziroma poklicno strokovnega izobraževanja, in glede na to, ker ste zdaj odprli to debato o definiciji strokovnjaka, in bi se navezala mogoče še na eno stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Tukaj se gre, prej gospa Marta omenila, da je samozavest zelo pomembna,
ampak to moramo začeti nekako že z vzgojo, ne? Ker tudi mi imamo težave, recimo, kako bi sploh, ne vem, zmotivirali, zainteresirali dekleta, da grejo recimo tudi druge poklice, pa vseeno ali je poklicni nivo, srednješolski nivo in tako naprej, ne. Zdaj recimo en primer, ki sem ga slišala prejšnji teden, je bil, kako so na eni gimnaziji zorganizirali hekaton in so bili vabljeni vsi, ni bilo razlike med spoloma in odločili, oziroma mislim, da je bilo celo enih, ne vem, manj kot 100, nekaj okrog 100 prijavljenih, bili so sami fantje. Bilo je povezavi tudi res taka, ne vem, inovativne stvari in tako naprej, v glavnem dekleta se niso, dajmo reči, se niso upala prijaviti, premalo samozavesti. Potlej so probali drugače, naredili so hekaton samo za dekleta in bil je neverjetno velik odziv. To je sam recimo en pokazatelj, da ni problem, da dekleta ne bi znala, ampak očitno, ne vem, pride neka blokada, ko morajo nastopiti skupaj s fanti in tam se nekako zaustavi. Tako da se mi zdi tudi zelo pomembno, da premalo imamo teh, ne vem, skupnih akcij v Sloveniji, da bi dekleta začeli že prej vzpodbujati, ker to ni vezano samo na neke percepcije o določenih poklicih, ampak res tudi na neko samozavest. In kar se mi zdi tudi zelo pomembno je to, ne vem, mislim, da je prej ena omenila mentoriranje, ne? A ne bi bilo odlično, glede na vloge, ki jih poznamo v Sloveniji, recimo, da tudi starejše, mlajšim mentorirajo glede recimo, kakšne so tiste pasti, ki se tičejo tega, ne vem, recimo gender balance v Sloveniji in tako naprej, ne? Ker jaz osebno poznam en kup stvari, sicer vemo, da se že dogaja to, da so eni poklici, ne vem, zelo postali feminizirani, ne? Tudi šolstvo je eno izmed teh, ne, ali pa recimo zdravstvo zmeraj več, ne vem, mogoče vi poznate bolj statistiko, pa kar opažamo. In recimo vem pa to, da recimo, ko pride do enih pomembnejših odločitev, ne vem, da imamo v skupini 10 direktorjev in da je samo ena direktorica, ne, se tista direktorica hitro potegne nazaj, ker jo moški vedno preglasijo. Tako da moja izkušnja je taka, ker prihajam tudi iz vodstva, da je nujno potrebno imeti samozavest, no. Ker tako kot boš ti čutil do sebe, oziroma če si bo znal zgraditi to samozavest, jo bo znal pokazati tudi navzven in boš lažje se prebil naprej. Je pa res, da v Sloveniji ni enostavno in se mi zdi zelo pomembno, da ženske moramo pa med sabo bolj se podpirati in bolj sodelovati. To je pa tudi mogoče ena taka stvar, no, ko jo pogrešam in se mi zdi zelo pomembno. Toliko na kratko. Hvala za te impulze. Zdaj se bo izkazalo, moški nam očitajo, da me ženske tudi takrat, ko so ženske na volitvah, jih ne volimo. Ne vem, koliko bo predsedniških kandidatk v letošnjem letu, ampak jaz si vendarle pridržujem pravico, jaz bi volila žensko samo, če je res dobra. In mislim, da smo vse take, se mi zdi, ampak je ta samozavest, pa če sem prav razumela, gospa Adriana, vi prihajate iz šolstva, se je to kaj spremenilo v zadnjih letih, da so dekleta postala bolj samozavestna? Če govorim recimo, ne vem, mogoče bolj o vodstvenih vodah, tam se mi zdi, da je, ampak to je verjetno zaradi tega, ker je vse več žensk, ne? To je verjetno tisto, da jih je pač večje število, ne? Kar se tiče pa samih deklet, če gledam z vidika dijakov, se mi zdi, da pa ni tako, no? Da še zmeraj manjka veliko samozavesti, no? In da te stvari premalo vzpodbujamo, no? Tako. Da to se mi zdi, da bi mogli, ker vem, da so bile recimo, premalo je takih recimo akcij, je treba začeti veliko prej, to se mi zdi pomembno, no. Kar se tiče pa nastopanja v medijih, mogoče edino še to, ne, da ja, tudi medije bi bilo fajn spodbujati, ker ponavadi mediji, tudi ko hočemo mi ene stvari dati ven, tudi ženske, recimo jih zanima samo, če je stvar, ne vem, polemična recimo, oziroma da je problematična. Ne pa recimo, da se lahko z eno stvarjo ponaša, se jim ne zdi dovolj pomembno, če ni, ne vem, nekega problema tam, mogoče še to, no. Take izkušnje imamo na področju izobraževanja, no. Da se tudi potlej premalo pohvalimo, no. To pa tako, ja, drži.
Hvala lepa. Lahko, Kristi, še jaz nekaj vprašam? Ja, prosim. Gospa Ajda Lotrič pa Helena Šušta sta napisali, da sta s Finske in da je tam pač položaj žensk v primerjavi s Slovenijo, za Finsko, pa nimam podatka, koliko je ministric. Kaj je recimo po njunem mnenju takega, če sta še z nami, da omogoča boljši gender equality, kot pa je pri nas? A so ženske drugačne, a je sistem drugačen, so moški drugačni? Jih ni več. Imamo še... Jaz sem tukaj, samo sem mogla mikrofon priklopiti. Jaz zdaj govorim to približno stališče, zato ker sem jaz, se pravi, v inženiringu. Sem naredila 4-letni študij okoljskega inženiringa in tam nas je bilo več kot polovica punc, ki smo to študirali. Zdaj nadaljujem v strojništvu in v strojništvu nas je v prvem letniku izmed 100 okrog 40% deklet. Tako da jaz to gledam z tega vidika, kakor se tudi na primer vidi, finska vlada ima večino ministric, jih je zelo veliko žensk, predsednica vlade Sanna Marin je bila tudi najmlajša, seveda, dokler ni Sebastian Kurz bil takrat v Avstriji. In zame je to bila res zelo velika razlika, ko sem prišla iz Slovenije na Finsko, kako ženske tudi gledajo bolj enakopravno, se pravi, ženska ni treba, da je zdaj res, kakor ste na začetku omenili, da je doma pa da rojeva otroke. Ženske res se raje odločajo, da gradijo kariero, res delajo, raziskujejo, zelo velikih je vključenih v šolske sisteme, da so predavateljice, profesorice, kar je zelo, se mi zdi, neopazno v slovenskih izobraževalnih sistemih. Ja. Hvala. Pozdravljene. Lahko povem še jaz svoje mnenje. Se mi zdi, da, glede na to, da živim na Finskem zdaj že 8 leto, prej sem pa živela v Veliki Britaniji tudi 8 let, se mi zdi, da zgodovinsko gledano na Finskem je že ta zgodovinski razvoj, pa tudi kontekst, se mi zdi, da vpliva na to pač enakovrednost med spoloma. Tudi se mi zdi, da na Finskem zaradi samega pač narave, in se mi zdi, da ženska mora biti zelo močna in da oni so se znale priboriti določene pravice, tudi poklice, za katere se odločajo, so velikrat vidiš žensko, ki vozi tramvaj ali pa na gradbišču inženirke. To je čisto nekaj samoumevnega. Tudi v vladi, se pravi, je kar nekaj ministric, zdaj je bilo 5-6 ministric, potem, kot je bilo že omenjeno, tudi premierka. Tako da to je proces, in oni so si znali vse te pravice izboriti. In tudi kako pač v zakonu ali pa jaz sem zdaj je bila pač zdaj na JLS, prav na teh nacionalnih novicah je bila članek o zakonu, in kako se potrebno prebrati, preden se poročiš, kako se potem, ko se poročiš, deli sredstva ali pa premoženje. In ta enakovrednost je vgrajena že, se mi zdi, v samo družbo. In da ženska, seveda je vesela, če nekdo vrat odpre, ampak
More pa ogromno stvari delati kot ženska, ki so mogoče v Sloveniji ta dela videna kot moška dela, ne. Tako da sprejema odgovornost za pač svoje dejanja, za svoje življenje, za ne vem, potomce, in zato se tudi je pripravljena pač izstopati, povedati svoje mnenje na vseh nivojih, ne. Se mi zdi, da res, ja, da je zelo zgodovinsko pogojeno in to je bilo pač desetletje tudi s tem pač razvojem po drugi svetovni vojni, ko so pač ta welfare society, ker je bila Finska zelo pač zaostala in so hoteli vse te sloje, vse te elemente v bistvu socialne države pač posodobiti in enakovredno graditi pri obeh spolih, ne. In tukaj delitev dela je res je 50-50, ne. Pač nima ženska, pač da je doma in da skrbi za otroke, seveda so nekatere tudi, ne, ampak se res postavi pač na mesto, jasno pove tudi primer, ki se vidi, da jasno pove svoje mnenje, se izraz, da nastopi, tako da to se mi zdi, da je zgodovinsko v finskih ženskah, no, tudi zaradi okolja, zaradi narave, se je mogla vedno, je mogla vedno družino pač poskrbeti za družino, ne, ker moškega ni rečeno, da je bil vedno pač na tistem mestu ali pa je bil pač nekje drugod v gozdu ali ne vem, na morju ali karkoli, no. Tako da se vidi, da je to bilo grajeno desetletja, ne, ta enakost in samozavest in ja, to, da grejo pač protestirati, da povejo, kaj se mislijo, se mi zdi, da je vgrajeno, no. In je to, seveda, ko smo pač imeli to debato, ne, 50-50 ali 40-60, ne, seveda je težko primerjati Finsko pa Slovenijo, ampak se mi zdi, kot sem že napisala, da je bolj začeti z 50-50, ker gremo vedno še lahko navzdol, ne, pa težje je, se mi zdi, da je težje postopoma, ne, ker ta postopoma je zelo hitro gre lahko dol, ne, in se mi zdi, da v življenju si moraš postavljati višje cilje, zato ker na nižje greš še vedno lahko, no. To res, hvala lepa, gospa Helena, tudi, ne, jaz sem prepričana, da tudi če damo 50-50 ali 40-60, bo redko kdaj takšno razmerje, ne, in tudi mene pričakujemo, da bo zdaj to možno od danes na jutri, ampak trend se mi zdi izjemno pomemben. In če jih je danes 24%, pa če pridemo na 35%, bo tudi že napredek in potem na 40 in tako naprej. In se mi zdi, ne vemo še, kako se bo obneslo, ko bomo res še bolj opozarjali na dogodke, kjer je nižja participativnost žensk, ali bo potem to vzpodbujalo, ali kritik ne bodo marali. Tako da bomo se me tudi sproti še learning by doing učile, pa videle, tako da hvala za vaš pogled s Finske. Me je veselilo. Hvala, Ajda in Helena. Zdaj bi pa povabila še eno Heleno, pa z druge strani sveta. Helena, prosim. Ja, živijo. Kristina, najlepša hvala za organizacijo tega dogodka. Se mi zdi super, da se iniciativa Ona ve in Vtis tako povežeta. Jaz prihajam iz ZDA, prihajam iz Slovenije, no, ampak sem v tujini zdaj že skoraj 10 let in v zadnjih par letih v ZDA. Sem študirala na Univerzi Leiden na Nizozemskem, ker sem doktorirala in pol še na NYU in Yale Law School tukaj v Ameriki. Sem pravnica po izobrazbi, zdaj pa delam v bistvu v poslovnem svetu, kjer je ta gap med ženskami in moškimi kar pogosto viden. In se je treba fajn potruditi kot ženska, še posebej v Silicijevi dolini, kjer jaz delam, da se nekako pomiriš lahko z moškimi.
še posebej zaradi same narave dela. In kar zame, recimo v zadnjem času predstavlja poseben izziv je materinstvo. In sem hotela samo omeniti eno stvar, ki se mi zdi zanimiva, ko primerjam Slovenijo in ZDA. In mogoče je to malo kontroverzna tema, ampak tukaj v ZDA so porodniške zelo kratke. Izjemno kratke, že tragično kratke, no, v določenih sektorjih. Pri nas v tehnološkem sektorju pa so porodniške tako po 5-6 mesecev, ker so za ameriške standarde tehnološka podjetja kar dodajena s porodniško. In kar sem opazila je, da jaz sem bila v zadnjih 3 letih 2-krat na porodniški. In me to v bistvu ni nič zaviralo v moji karieri. Zaradi tega, ker sta bili obe dve porodniški v bistvu dosti kratki, 5 mesecev. In je to še eno tako obdobje, da ga nekako delodajalec preživi brez tebe. Se mi zdi, da tiste daljše porodniške, recimo 1 leto, ki je v Sloveniji, je sicer krasno za mame in otroke, da se poveže, ampak po drugi strani je to včasih tudi zaviranje ženske na nek način v karieri. Sem hotela samo kot eno zanimivo stvar, ki sem jo spoznala v tujini, ne zdaleč od tega, da je Amerika država, v kateri naj bi stremeli, je dosti stvari, ki bi se jih dalo popraviti, ampak so tudi nekatere stvari, ki se jih lahko naučimo od Američanov. Tako da sem hotela to samo osvetliti in se hkrati zahvaliti gospe Marti in seveda vsem drugim, ki ste pomagali organizirati ta dogodek. Hvala, je bilo zelo zanimivo. Hvala. Hvala, Helena. Petra? Ja, živijo. Moje ime je Petra Borovinšek, prihajam iz zahodne Slovenije in mogoče za najprej lep pozdrav gospe Marti. Živijo. Moram reči, da se zdaj po 10 letih ponovno vidiva tako preko pač raznih pripomočkov, ki so danes že nepogrešljivi pri vsakdanjem delu, ampak drugače pa moram reči, da je še vedno moja top predavateljica, izobraževateljica ali kakorkoli lahko rečem v zvezi z vodenjem in Marta kapo dol. Takrat meni se zdi, da ko smo imeli te debate oziroma ta izobraževanja še na banki, ko sem delala, mislim, da so mi tudi meni obrnili moj pogled na svet, predvsem pa na moj pogled na poslovni svet in na vodenje. Tako da, moram reči, da super in priporočam vsakomur in zato sem tudi sama rekla, da se včlanim v to skupino, ko sem videla, da je tudi Marta del te skupine, ker vem, da bo to nekaj super in tako da tudi vsi ostali vabljeni, ker bo sigurno vam koristilo tudi pri vaši sami, bom rekla, poslovni poti. Pa tudi osebne stvari se dostikrat, bom rekla, lahko najdejo v teh predavanjih, izobraževanjih. Zdaj, trenutno sem direktorica družbe TIK iz Kobarida, kjer proizvajamo medicinske pripomočke in lahko rečem, da imam srečo, ker v našem kolektivu je pa 75% žensk. Se pravi, držimo 3 stene tega našega podjetja, kar je zelo redko. In tudi kar samo na tej moji poti 20 in več letni ugotavljam, kot sem rekla, prej sem bila 16 let v bančništvu, potem sem šla pač v malo druge vode, je, da je slovenski svet pretežno moški svet, kar se tiče na vodstvenih položajih. Tako da, ko smo imeli razne srečanja še za časa banke, pa recimo, ko smo se srečevali s poslovnimi partnerji, z našimi strankami, včasih si bil res zgrožen, ker je bilo tukaj, bom rekla, 95% moške populacije, pa 5% ženske. Tako da, Marta, če nam uspe delež 40-60, je to super uspeh. Je pa res, da včasih tudi skozi ta razvoj, skozi to gledanje, vidiš, da smo si same sebi največja cokla. Znamo biti same sebi bolj kritične, kakor moški do nas. In mogoče se tudi zaradi tega nočemo izpostavljati. Kar mislim, da ni prav, ker mislim, da znanje imamo, samozavest pa nastopanje pred kamero se bomo naučile, če še tega ne znamo. In mislim, da je prav, da povemo, ker konec koncev dejansko vemo ogromno.
iz različnih področij, iz različnih sfer in se ne bi strinjala prej z gospo, ki je pravi, da je vpisala doktorat. Če je prišla do tam, je njeno znanje, bom rekla, neprecenljivo. Če prideš do doktorata, ne, potem se nimaš kaj sramovati, ogromno znanja je v tebi. In ni nič narobe, če še tega doktorata nima, ga bo enkrat končala, ampak ona že danes nekaj ve. In zato včasih jaz pravim, ne smemo biti sramežljive, dajmo stopiti naprej in se podati v ta moški svet. Ker na koncu, ko si pa v tem svetu, pa vidiš, da moški cenijo naše mnenje, naša stališča, in je prav, da mogoče dobimo ta pogum oziroma zberemo ta pogum in se same, bom rekla, malo večkrat izpostavimo na kakšnih določenih vlogah. Jaz vem, da recimo sem v prejšnjem mandatu bila tudi občinska svetnica in če hočeš nekaj spremeniti, moraš začeti z majhnimi koraki. Jaz pravim, najlažje je šimfa doma s kavča, ni to pot. Bom rekla, dej nekaj naredi sam na svojem delu, vsak ima svojo možnost, da nekaj pove, da se izpostavi, da nekaj naredi, da nekaj premakne, ali preko kakšnih društev, preko, bom rekla, različne poti so. In jaz se spomnim, da takrat, ko sem bila, recimo, ko sem prišla v to pač vlogo direktorovanja, sem se vključila tudi v občinski svet, ker sem vedela, da bom skozi ta del lahko tudi neke določene stvari, bom rekla, pomagala uresničiti ali pa potisnila naprej, predvsem v tem smislu, da začneš razvijati nekaj dobrega, da greš na neki, da narediš nekaj dobrega tudi za skupnost, pa tudi konec koncev potem na koncu za podjetje, ki ga vodiš. In se mi zdi, da smo včasih malo preveč sramežljive. In ja, to je pomembno, ampak to je pa spet, kako smo vzgojeni, in tudi v srednjih, osnovnih, srednjih šolah tega premankuje. Vsaj naše generacije, vem, da je tega premankovalo, zato, Marta, take izobraževanje, ko smo jih imeli preko vas, so bila za nas super. Mi smo še tista generacija, ki smo mogli biti tiho, pa biti pridni, pa kimati. Žal, tako je, in potem se z leti to naučiš. Ampak je pa res, da je v Sloveniji pretežno to moški svet. Biti direktor je ponavadi moški direktor, člani nadzornih svetov so ponavadi moški člani nadzornih svetov, ne vem, župani so večinoma moški župani, zelo malo imamo ženskih župani. In zdaj, zakaj je do tega, zakaj je tako, se včasih moramo tudi sami vprašati. Tudi me smo malo krive, da je temu tako. Je pa res, da včasih, kako je rekla kolegica, težko usklajevati poklicno življenje, zasebno življenje, ampak jaz mislim, da se vse da, če se hoče. Hvala, Petra. Rekla si, ne bodimo sramežljive, drži, da ti si Primorka, itak niste sramežljive, pa tihe. Tako smahamo, ne? Velja tudi za Kristi, se mi zdi, da so že znotraj Slovenije razlike, če gledam nas Korošice, Hribovske, dobro, se vi tudi imate tam Hribe. Ja, tudi. Tako da čestitam za direktorco, pa da imaš toliko žensk v firmi. Vse dobro ti želim, res super te je bilo v času. Zmenjeno, hvala. Hvala vsem, ker mislim, da so taki dogodki v redu in taka, bom rekla, iniciative super, zato ker, tako kot Marta, tako kot si rekla, ene in iste obraze vidimo v medijih, ene in iste obraze so na televizijah. In tukaj moramo malo to spremeniti, ker ni življenje črno-belo, je včasih tudi sivo. Imam pa en predlog, Petra. Naša ideja je tudi, da bi šle po Sloveniji, po regijah. Ali lahko v tvojem podjetju v Kobaridu naredimo srečanje 20-30 strokovnjakinj in nam jih ti pomagaš najti iz tvojega konca? Ja, jaz imam kar nekaj kandidat, seveda lahko. Pa tudi direktorce so, tudi strokovnjakinje, tudi z naravoslovja. Tudi pri nas imamo recimo mikrobiologinje, tako da paleta, mislim, da punc je dosti, ampak včasih, ne vem, moja generacija je mogoče problem ta, da so malo ratale apatične, ker se z leti to nič ne spremenim, potem mogoče malo nimajo več istega elana, bom rekla, da bi se izpostavljale. Ta mlade pa vsekakor je treba vključiti in peljati na to pot, da postanejo še malo bolj samozavestne in da se ne pustijo. Ona ve, pride v Kobarid, pa Petra skupaj organizirava dogodek. Zmenjeno. Vabljeni, Marta. Odlično.
Mogoče sam še za eno cvetko povem, ne bo za na konec, ampak velja slediti Nini Bednaršek, ki se je vmes, ko poteka tale naš pogovor, vpisala na mrežo. Tako da čestitke in vas vabim, da ji sledite. Hvala, Mateja. Jaz bom pa takoj, ko končamo, hitro požegnala njen profil. Super. Odlično. Še mogoče imamo čas še za eno vprašanje, potem pa počasi zaključili. Če ni več, pa bi jaz mogoče še eno cvetko dodala. Se mi zdi, dve zelo zanimivi stvari, o katerih smo se danes pogovarjali, oziroma da se navežem tudi na simpozij, ki smo ga organizirali decembra, ker smo imeli tudi okroglo mizo v okviru Društva Vtis in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na temo žensk v znanosti. In en tak takeaway, ki se mi je zdaj zelo zanimiv, je bil ta, da se je vse vrtelo okoli zakonodaje. V smislu, vse imamo porodniški, vse smo to spremenili, vse smo ono spremenili, nikoli se pa ne pogleda, tudi da mi dovoljujemo recimo očetovski dopust, a se ga dejansko rabi, ali je to socialno sprejeto. In tukaj se gre za tiste soft prijeme, ki jih rabiš, tako tiste zakonodajne, kot tiste, ne vem, mogoče sociološke ali pa družbene faktorje, ki se jih tako morajo spremeniti. In isto je tudi, kar se tiče samozavesti. Tukaj nam bo dovolj, da samo o tem govorimo. Jaz vem, da je svoje lastne izkušnje, ko sem šla v tujino, sem imela dve stvari, ki jih nisem imela v Sloveniji. En je bil program, da se je usmeril tudi v mehke veščine, komunikacija, prezentacija in tako naprej. In druga stvar so bili mentori, ki so bili res mentori, ki so videli dobre stvari v tebi, ne slabe. In mogoče bi prav s tem zaključila, da se mi zdi, ona ve zapolniti to vrzel, kar se tiče družbene perspektive, v smislu, da se govori o ženskah, da se debatira o tem, da se normalizira te stvari, da se poudari dobre prakse. Po drugi strani pa tisti in izobražujete na vse zadnje, tudi te soft veščine. Po drugi strani pa bi tukaj pa še malo spromovirala, pa vas povabila pa mentorstvo pri Vtisu. Ali kot mentoriranke, ali pa kot mentorce vas lepo vabim, ker nam tudi tukaj manjkajo pa ženske na vrhovnih pozicijah, recimo tudi pri Vtisu. Imamo več moških. Imamo super mentorke, ampak mogoče bolj pri mlajših. Tako bi še tukaj vas lepo povabila k temu, da zapolnimo vse te vrzeli, se pravi. Glavno je, da se sploh o tem govori, kar res pogrešam v Sloveniji. Recimo v Londonu je to čisto tema, ki se vsak dan govori skoraj. Tako da res hvala za to inicijativo, hvala, da ste vse to predstavili. Zdaj pa gremo v akcijo, neč več govoriti. Hvala, Kristi, in tako kot zdaj Bernarda napisala, ja, dajmo res sodelovati med seboj. Meni je ta ženska energija izjemno všeč, veliko se da premakniti, veliko se da druga drugi pomagati in pa vzpodbujati. Tako da hvala, da ste me nocoj sprejeli medse in hvala že naprej, da nas bo ona ve še več. Najlepša hvala. Lepo budete, lep večer. Hvala, Ena. Hvala. Čau. Hvala, nasvidenje, čau. Čau. Dio. Čau, čau. Čau.